NN podcast s Suzano Lovec. Pozdravljeni spoštovane gledalke in poslušalke, pozdravljeni spoštovani gledalci in poslušalci, to je NN podcast, jaz sem novinarka in urednica na NN Suzana Lovec. Hvala vsem, ki spremljate moje podcaste za že kar nekaj let in hvala tistim, ki ste se nam pridružili nedavno v zadnjem času. Vse moje oddaje najdete pod oznako NN podcast Suzana Lovec, seveda na mediju NN, ob tem pa se lahko nanje naročite tudi na YouTube kanalu NN Slovenija pri vseh večjih ponudnikih podcastov, zbrani so tudi na EONu in na strani Metroplay. Moja današnja gostja je doktorica Mateja Hudoklin, specialistka klinične psihologije, ki vodi svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Veliko tem imamo za predebatirati. Duševno zdravje otrok je v bistvu pereča tema vedno bolj. Pomembno je, da o tem govorimo zaradi otrok, zaradi staršev, zaradi vseh, ki z otroki delate in delajo, pa tudi zaradi tega, da bi država vedela, kako ukrepati, da bi bilo za otroke in mladostnike boljše poskrbljeno. Vaš center je javni zavod, ki se ukvarja torej z duševnim zdravjem otrok in mladostnikov. Pomagate otrokom, mladostnikom in staršem pri razreševanju, kot piše na vaši spletni strani, učnih, čustvenih, vzgojnih, vedenjskih, psihosocialnih in psihiatričnih motenj in težav. S čim pa se na centru recimo zdaj največ srečujete? Zdaj nekako imamo mi kar neko stalnico, s kakšnimi težavami se obračajo družine, starši z otroki in mladostniki na nas in se nekoliko spreminja problematika, prihajajo v spredje v določenem obdobju določene motnje ali pa težave v večji meri, ampak nekako ves čas je naše delo povezano z učnimi težavami, ki so v bistvu en simptom različnih stisk lahko in zaradi tega prihajajo in iščejo pomoč. Potem so pa tukaj najrazličnejše čustvene, vedenjske težave, odstopanje, neke razvojne težave, ki so povezane z nekimi odkloni v razvoju in tukaj rabijo podporo starši. Kako najobičajneje recimo starši ugotovijo, da je nekaj narobe? Je v bistvu, gre za to, da otrok težko funkcionira, da je oteženo življenje zaradi torej neke motnje? Če so starši tisti, ki so pobudniki za iskanje pomoči, običajno tako, da se nekaj v funkcioniranju otroka spremeni in jih to skrbi in ne znajo pristopati, pomagati, skratka, rabijo tukaj eno pomoč, podporo. Zdaj, več nekih napotitev pa dobimo v bistvu strani šol. Šol, ker otrok je vključen v šolo, v vsakodnevno življenje v šoli, vsak dan. Tam otroka spremljajo, pa tudi primerjavo imajo z isto starimi vrstniki v večji meri kot starši doma. In takrat je velikokrat tako, da opazijo v šoli neko odstopanje, ali je to na učnem področju, ali čustvenem, vedenjskem, skratka v tem smislu in potem usmerijo starše, da naj poiščejo pomoč in skratka tudi šole potem rabijo eno podporo. To ste že rekli v preteklosti javno, da največkrat pridejo zaradi nečesa, kar se dogaja v šoli, ampak da se za tem skrivajo druge, večje, globlje težave. Kaj recimo so? Kaj je lahko ta nek recimo padec v učnem uspehu, denimo? Kaj je lahko on samo kot simptom, kot nek zunanji znak, kaj vse je lahko? Ali pa recimo neko bolj agresivno vedenje, ki ga prej ni bilo. Kaj se lahko recimo za tem skriva? To, kar v šoli vidijo, seveda je simptom nečesa, znak nečesa. Dejansko gre lahko za neko težavo v kognitivnem delovanju, skratka to, da otrok težje nekaj razume, se težje zbere in zato v bistvu so težave pri učenju, ampak velikokrat pa vemo, da so to v bistvu posledice nekih drugih težav, oziroma da so vzroki za težave drugje, velikokrat znotraj primarne družine, skratka, da se nekaj dogaja od tega, da so otroci deležni lahko neustreznega ravnanja, neustreznih spodbud, tudi govorimo lahko o zanemarjenju, zlorabah,
prisotnost nasilja. Skratka, najrazličnejše težave znotraj družine, lahko tudi v širšem okolju. Sploh recimo nekoliko starejši otroci, danes je več tega strahovanja, da so deležni nekega pač nasilja strani vrstnikov ali pa pač norčevanja in podobno, pa zato doživljajo neke stiske. Skratka, so pa potem še neke druge težave, zaradi katerih iščejo, ne vem, da razvojno enostavno se stvari ne odvijajo na ta način, da bi lahko sledili zahtevam recimo šole ali pa staršev, in potem otroci tega ne zmorejo in se stvari ustavijo. Tako da v bistvu je to, kar se dogaja v šoli, samo odraz nekega doživljanja, ki je lahko povezano z najrazličnejšimi stiski in razlogi zanje. Ko dobite otroka, recimo koga preživite, to so otroci, rekli ste mi, da se običajno tisti najnižja starost je začetek šolanja, pa tudi do študentov, da imate. Če so predtem že bili pri vas, da ostanejo do študentskih let, recimo. Kaj je tisti prvi stik z otrokom, kako izgleda, na kak način delujete? Različni strokovnjaki delujejo znotraj vašega tima, torej klinični psihologi, socialni delavci, tudi psihiatri. Specialni pedagogi. Običajno je tako, da prvi stik ob vstopu v našo hišo je stik s psihologom. Ta opravi en tak osnovni pogovor oziroma uvodni razgovor, v katerem se pa že pokaže, v katero smer v bistvu bo potrebno, kako eno oceno narediti otrokovih težav in potem tudi največkrat takrat naredimo načrt, koga vse vključiti v pomoč otrokom. Zdaj v naši hiši delamo timsko. Timski pristop je nekaj, kar v bistvu že od začetka, skratka mi imamo leto 70 let obstoja in ta model dela je prisoten ves čas in skazal se je učinkovitega. Skratka, da mi ocenimo, kaj so za ene težave, s katerimi se otrok spopada in kdo vse bi mu lahko najbolj pomagal, tudi sami družini. Ker mlajši kot otrok, bolj pomembno je, da delamo s celotno družino. Družina je tista, ki lahko otroku tudi največ neke opore in tudi pomoči nudi, tako da se pristopa celostno, multidisciplinarno, se pravi različni strokovnjaki, tako kot sva rekli, in da je v bistvu, da teče čim bolj sočasno potem ta pomoč z različnih vidikov. Tako da, ko je enkrat ta ocena psihološka narejena, potem se naredi tudi načrt pomoči, tako da se velikokrat vključi šola, vključi se pač tiste pomembne odrasle osebe, ki otroka poznajo, ki z otrokom delajo. Zdaj v nekaterih primerih se vključi tudi družino v nadaljnjo obravnavo ali tudi družinska terapija, svetovanje različno, ali pa otroka potem v neko terapevtsko obravnavo. Nekako stremimo k temu, da mi spremljamo otroke in njihov razvoj in nekako po potrebi se vključuje v bistvu ta podpora pač bolj intenzivno lahko. Zato mi te otroke lahko spremljamo od osnovnošolskega obdobja in če je potrebno tudi skozi srednjo šolo in v nekaterih primerih potem se tudi kot študenti še oglašajo po pomoč oziroma takrat potem urejamo nek prehod k strokovnjakom, ki delajo za odrasle. Tako da je to en model dela, ki se je izkazal kot učinkovit, je pa seveda danes tako, da je povpraševanje po tej pomoči bistveno večje, kot mi lahko nudimo pomoč. Čakalna doba z napotnico hitro, recimo za kliničnega psihologa pri vas je trenutno tudi recimo 19 mesecev. Koliko otrok, mladostnikov imate trenutno v čakalni vrsti, ki niso še prišli, pa imate napotnice njihove? Mislim, to je za otroka recimo, in starše, ki ima otrok neko težavo, je lahko zelo dolgo. Kaj svetujete vmes? Verjetno neko zasebno, da grejo k zasebniku, sklepam, ampak vsi te možnosti nimajo. Vemo, čakalne dobe so izjemno dolge, stiske pa tudi, tako kot ste rekli. Ja, zdaj stvar je pač daleč od tega, da bi bila enostavna. Tako da nekako skušamo vsem tistim otrokom in mladostnikom, ki čakajo pod napotitev zelo hitro ali pa hitro, že pač predhodno opraviti en telefonski razgovor, starši, da se v bistvu ugotovi, kaj je
težava, ne, zaradi katere iščejo pomoč, in potem se seveda presoja neka nujnost, ne, pač prvega razgovora oziroma obravnave tudi na podlagi tega triažnega razgovora. Tako da nekateri seveda ne čakajo 19 mesecev, kar je seveda povsem nedopustno, ampak glede na povpraševanje, so formalno nekako postavljeni v vrsto in to se napove, da je taka čakalna doba. Ampak pri določenih primerih se ugotovi, da je potrebno bistveno hitreje ukrepati in nekako iz vseh te množice otrok potem vseeno poskušamo zajeti tiste, da se jih pokliče prednostno in da se potem poskuša prej pomagati. Ja. Je pa tako, da je to v bistvu res ena taka nemogoča situacija. Je pa tako, da seveda v tem vmesnem času mi seveda damo napotke, ko se jih recimo pokliče in ugotovi, kakšno je stanje, zaradi česa iščejo pomoč in kakšno je trenutno stanje, da se jih usmeri ali do nekih svetovalnih služb v vrtcih, šolah, pač tam, kjer je otrok vključen, in da poskušajo tam v lokalnem okolju, kjer bivajo, vseeno dobiti neko oporo. Da mi načeloma ne svetujemo, da se poišče v nekih privatnih ali pa zasebnih zavodih. Tudi omenimo, da ta možnost obstaja, ampak to je pač odločitev potem vsaka družina ali pa starša posebej, in seveda, če je to plačljivo, ni dostopno vsem. In vseeno poskušamo podpreti na ta način te otroke. Pa res, da nekateri starši kar precej iščejo na različnih koncih pomoč, in potem se zgodi, da so seveda v čakalnih vrstah na različnih koncih, različnih službah, tako da so kar angažirani, daleč od tega, da bi pa vsi na ta način se lotevali, in žal je situacija pač taka. Kaj bi država tukaj mogla narediti? Zdaj vemo ta zakon o psihoterapiji, vi ste bili tudi na začetku v delovni skupini za ta zakon. Me zanima vaše mnenje v bistvu, kaj vse bi morala država še narediti. Verjetno v tem trenutku veliko več vlagati v duševno zdravje otrok in mladostnikov, kot vlaga. Torej ne mislim tukaj in denar in resursov in nekaj pač res ogromno zagnati v tem trenutku, če so otroci res naša prioriteta, kot radi rečemo. Ja, jaz tukaj zagovarjam tako stopenjsko obravnavo, kar pomeni, da ni potrebno imeti za vse otroke, ki imajo najrazličnejše težave, zaradi katerih nekako ne vejo sami oziroma družine in iščejo pomoč, ne potrebujejo vsi visoko specializirane obravnave specialistov, in tudi psihoterapija daleč od tega, da bi bila potrebna za vse te otroke. Zdaj, stopenjska obravnava pomeni to, da otroci z blažjimi težavami, ker moramo vedeti, vse težave se enkrat začnejo in se postopoma razvijajo. Ne pride, to v izjemnih primerih, pri kakšnih hudih travmah gre za, pride se pravi od nekega v redu zdravega stanja in otroka do nekih hudih odklonov, nekih hudih težav. Razvijajo se postopoma. In to pomeni, da če se bi ujelo otroke in dovolj zgodaj prvič prepoznalo in drugič tudi nekako jih usmerilo, nudilo ustrezno podporo, ki ni treba, da je nekako visoko specializirana. To lahko bi takrat bistveno več otrokom lahko zamejili pojavljanje hujših težav in jim ustrezno pač pomagali, jih podprli, recimo pri blažjih učnih težavah, pri blažjih čustvenih težavah. Je dovolj že, če so usposobljeni ljudje, odrasli, ki delajo z otroki na vsakodnevni bazi, da bi takrat znali to prepoznati in določene intervencije tudi v smislu preventive lahko izvedeli. Zato je smiselno, seveda, da država vlaga, to se je otroke pač smiselno vlagati in potrebno. Več upore in več kako usmeriti tudi denarja v to raven, da se podpre ljudi, učitelje, vzgojitelje, skratka neke svetovalne službe, ki so prisotni v otrokovem življenju vsak dan. In jih podpreti ravno tukaj, da bi znali prvič prepoznati dovolj zgodaj in ponuditi pač neko ustrezno podporo takrat. In to bi seveda prihranilo veliko enih težav in predvsej zamejilo lahko pojavljanje hujših in resnejših težav. In to je nekaj, kar seveda
vemo iz raziskav iz tujine, da je pač ta preventiva je učinkovita. Je učinkovita in v to smer treba vlagati napore. In moram reči, da v bistvu s pomočjo NIJZ-ja in skratka država ima plan, ta resolucija o duševnem zdravju, ki je bila 2018 sprejeta za 10 let, ravno naslavlja tudi to področje. Tako da recimo v okviru tega je bil namenjen denar in še vedno se ga namenja za neke projekte, ki naslavljajo recimo pojav povečane anksioznosti pri otrocih v šolah in tako naprej. Je pa pomembno, da bi potem vse te neke zaključke ali pa ugotovitve, ti rezultati bili potem sistemsko uvedeni. Tukaj pa jaz mislim, da imamo še kar veliko rezerve. Ne samo, da ostane pri projektih in kad tam zmanjka denarja, da potem pač se zaključi zadeva in gremo po istem, v stare tirnice naprej. Tako da jaz vidim tukaj rešitev. Zdaj seveda psihoterapija vznotraj zdravstva je nekaj, kar tako obstaja, pa ne v dovolj veliki meri, na voljo, tako kot, klinično-psihološke in druge storitve, pač enostavno so potrebe bistveno večje, ampak izven zdravstvenega sistema to, da bi v bistvu manj hude ali pa manj izrazite težave naslavljali, seveda je pa tudi ena možnost, ko je to treba še urediti ustrezno za to, da bi ljudje, otroci, družine imeli dostopno to podporo, ki jo rabijo recimo pri vzgajanju otrok, pri nekih vzgojnih dilemah, odraščanju, mladostnikov. Ker bi že s tem veliko rešili. Ne bi stvari eskalirale. Seveda. In pravočasno. Imate občutek, da recimo so tukaj učitelji ali pa delavci v šolah širše zelo različno dojemljivi, dovzetni za stiske otrok? So. Različno opremljeni tudi. In mene v bistvu skrbi ta trend, ko je pomanjkanje ustrezno sposobnega kadra v šolstvu. To pomeni tudi, da na tem področju nimajo dovolj ali pa ustreznih znanj. Da je učitelj danes daleč od tega, da je bilo dovolj, da je sam strokovnjak na svojem področju, mora biti pedagog v smislu, da ima ustrezna pedagoška, didaktična znanja, pa tudi druga znanja. In če tega nima, seveda so otroci neprepoznani, hkrati pa lahko šola z nekimi svojimi zahtevami, zdaj če govorimo o šolskem prostoru, in pritiski še dodatno ustvarja, neke stiske, ki jih potrebno pa razrešiti nekje drugje, ne v šoli. Rekli ste, če ni pravočasna pomoč, če je prepozna, lahko stvari eskalirajo. Torej, to, da je dana pomoč pravočasno, ko se še recimo motnja šele razvija, mogoče do nje sploh ne pride. Če bi lahko državi rekli v tem trenutku, kaj naj naredi, kaj bi rekli? Torej, več denarja v to preventivo, v te prve mehke bolj oblike, mogoče še kaj? Jaz mislim, da je treba samo tukaj v bistvu to nadgraditi pa razvijati naprej in vlagati več v te preventivne programe. Recimo, vem, da centri za krepitev zdravja, ki so znotraj zdravstvenih domov, razvijajo tudi neke programe, da bojo bolj ciljeno preventivno usmerjeni na otroke oziroma jih skušajo vključiti v to svojo ponudbo. Hkrati bi pa jaz zelo apelirala, ta šolski sistem, šolstvo, vseeno upoštevati bolj tudi druge stroke, ne samo pedagoško, ozko, znotraj, prenove učnih programov, pa tako. Zdaj neki poskusi ali pa trendi so zdaj, da poskušajo tudi, zagotoviti varno, učno in spodbudno učno okolje, ampak jaz mislim, da to ni dovolj. To ni dovolj in da je šolski prostor vseeno potrebno prilagoditi zdajšnjemu času in potrebam, ki so pri otrocih prisotne. Skratka, koliko napore rabijo, koliko pritiskov zmorejo in kako v bistvu se soočata s temi pritiski in frustracijami, ki pa se pojavljajo. Sicer. Je pa verjetno tudi izjemnega pomena to, da otrok potem, ko ali že pride do neke motnje, ali je otrok v neki stiski, ali je čisto na začetku še to dogajanje, da nekdo pravilno oceni, za kateremu strokovnjaku bi moral ta otrok hoditi, kdo mu lahko najbolj pomaga. Ta
ta v bistvu diagnostika tukaj je izjemnega pomena, ne? In tukaj verjetno tudi otroci ne pridejo pravočasno mnogi. Seveda ne. Zdaj, če čakajo na vstop v zdravstveni sistem, javni zdravstveni sistem, potem pač vemo, ste rekli, kakšne so čakalne dobe in take so, da ne bo pomote povsod po Sloveniji. Tako da seveda je ena zgodna ocena dobra. Morda velja tukaj omeniti, da v predšolskem obdobju so postavljene zdaj razvojne ambulante širše, kot so bile včasih, in tukaj je v bistvu tudi timski pristop, kjer je psiholog tudi del tima, in tukaj v bistvu že v predšolskem obdobju pri otrocih, ki kaže neka bolj izrazita razvojna odstopanja, se nudi pomoč. Ampak, veste, včasih je dovolj samo, da se otroku da prostor, da se ga posluša, se tukaj ni potrebno neko specializirano znanje, in da nekako prepoznavo, kaj potrebuje otrok v določenem trenutku in se na to ustrezno odzovemo in ga tam podpremo. In veste, včasih so take banalne stvari. En otrok rabi dlje časa, da neko stvar opravi, usvoji, in mu dajmo več časa. In mu ga podpiramo ne tako, da se pritiska na njega, ampak da se ga podpira tako, da sam spelje stvari. In tako naprej. Skratka, ni potrebno neko res, kako bom rekla, hudo strokovno znanje za to, da mi znamo otroka videti, ga slišati in potem tudi videti, kako se odziva na neko podporo, pomoč. Seveda, če pa vidimo, da to ni dovolj, ali kot starši, ali kot učitelj, vzgojitelj, potem se je pa treba najprej malo posvetovati, pa bi rekla, ne na forumih, ne pa, ne vem, skratka vseh sortnih verih informacij, ki so neki kvazi strokovnjaki, ampak poiskati neke verodostojne informacije, ki pa so tudi na razpolago, in potem skladno s tem tudi nekako se usmeriti, ukrepati, zaprositi za pomoč. Kaj bi vi tukaj recimo svetovali, kaj naj si ljudje preberejo, da bo res relevantno? Glejte, na spletnih straneh, recimo šol, tam, ko so v bistvu zavihki svetovalne službe, velikokrat objavljajo najrazličnejše informacije. Potem so določene inštitucije, kot je recimo naša, kot tudi nudijo na spletnih straneh veliko informacij, takih zelo, rekla, osnovnih, ali pa tudi, ki usmerjajo. Potem spletne strani NIJZ-ja, Zavoda za šolstvo. Skratka, tukaj imamo res ustrezne informacije, mogoče niso vse relevantne za tisto težavo, ki imamo, ampak da se dobiti v bistvu dosti podprte informacije, ki so prave, in ki lahko pomagajo sploh v teh začetnih fazah. Dobite pa verjetno k vam obravnavo tudi otroke in mladostnike, ki ni v zgodnji fazi, ampak ki je motnja že zelo izrazita, kjer so težave, nakopičene stiske izjemno velike. Kakšni so recimo tudi tisti najhujši primeri, ki, če lahko tako rečem, pridejo k vam? Ja, mislim, žal seveda vedno so bili pač otroci iz družin, ki niso zmogle upravljati neke svoje vloge, podpirati otrok. Tako da danes opažamo, da imajo marsikatera družina, ki poišče pomoč, pa običajno so to družine, ki jih nekdo drug usmeri, skratka, ali pa spodbudi, da poišče pomoč, sami od sebe tega ne počno. Imajo zelo kompleksne težave, od tega, da imajo starši običajno sami sabo kar nekaj težav iz najrazličnejših naslovov, do tega, da so to družine, ki se razhajajo, ločene družine, potem so to najrazličnejše kombinacije. In nekako otroci, ki niso slišani, videni, prepoznani v teh družinah, in seveda velikokrat to kar traja nekaj časa, da nekako potem nekdo vseeno reče, tukaj pa je treba nekaj narediti. Običajno se že v šoli zelo zalomi, in jih ne obvladujejo potem teh težav, ne šola, ne starši, in potem seveda se išče pomoč. In potem je tako, da seveda nikjer ne morejo, razen v urgentni ambulanti, dobiti takojšnjega nasveta, takojšnje usmeritve. In je seveda to čas, ko v bistvu se lahko samo stopnjujejo težave. Tako da tukaj žal je tako, da teh družin je kar nekaj, in vsakično za vsako tako družino je nam težko, ko enostavno iščemo odgovore. Vedno je treba z različnimi inštitucijami potem sodelovati, centri za socialno delo, tudi kakšni vzgojni zavodi oziroma strokovni centri so zdaj to danes, sodišča, policija, skratka, veliko ljudi vključenih v pomoč. Kaj pa otroci pa mladostniki sami znajo
vejo, da so v stiski, ko so v stiski. To je tudi pri odraslih ljudeh včasih zelo težko, da si priznajo ali pa da sploh prepoznajo, da v bistvu se dogaja nekaj z njihovo duševnostjo, kar vpliva. Duševno zdravje je ena od komponent zdravja, ni ločena od fizičnega zdravja. Kako otroci verjetno tudi zelo različno dojemajo to, kar se v njih dogaja, ne? Mislim, zelo so različni, pa morda velja pri mladostnikih, recimo reči, zelo očitno, tako so različni trendi, nekateri vztrajno zanikajo, da je karkoli težava pri njih, da ne želijo biti v nobeni stvari drugačni od sicer, pač vrstnikov, ki nimajo težav, in potem zavračajo pomoč in se zelo upirajo ali pa želijo skrivati to, Po drugi strani pa je kar ena skupina, zdaj že mladostnikov, ki pa v bistvu zelo iščejo te informacije po vseh možnih medijih oziroma poteh. In velikokrat se zdaj dogaja, da si kar sami postavijo diagnozo. In to ni nekaj, kar bi želeli skrivati, ampak je nekaj, kar pravzaprav želijo neko potrditev, da je njihova drugačnost v tem. Tako da se potem moramo tudi s tem ukvarjati. Včasih so tudi družine take, da starši pridejo, vse sorte preberejo, in reče, moj otrok ima to in želijo samo potrditev, strani strokovnjaka. Je zelo različno. Sej, če bi pač vsak starš znal ali pa zmogel na tak način prepoznati otrokovo težavo, potem verjetno bi tudi pomoč bila bolj ustrezna. Ampak seveda, potem je strokovnjak tisti, ki mora v bistvu nekako ustaviti in stopati en korak nazaj in res narediti eno celostno oceno otrokovega funkcioniranja. Včasih se potrdi, ne pa vedno. Kam se še lahko recimo obrnejo otroci in mladostniki, ko so v stiski? Kaj vi svetujete? Vemo, obstaja tukaj Tom telefon za otroke in mladostnike, anonimen, klic v duševni stiski, Samarijani sopotnik, za ženske in otroke žrtve nasilja je društvo SOS telefon, obstaja tudi za otroke in mladostnike, to sem jaz, svetovalnica, anonimna na internetu. Kaj bi otroku, mladostniku, ki je v taki ali drugačni stiski, recimo, še svetovali? To je en način, kako raziskujejo lahko, oziroma to je ena stvar, zbirajo informacije in takrat, kadar so v stiski, so to zelo ustrezni lahko načini, da dobijo nek razbremenilni pogovor ali pa neko usmeritev. Tako da to absolutno drži, kar ste rekli. Potem so pa odrasli v okolju, kjer živijo. Zdaj, ni nujno, da so to znotraj družine, lahko so to odrasli, sosedje, skratka neko širše sorodstvo, kar je prav, da se zaupajo enemu od odraslih, ki bo, tudi če ne bo znal takrat pomagati, bo pa lahko pomagal ustrezno jih usmeriti. Zdaj, če ne prepoznajo nekoga, ki bi jim lahko zaupali, so potem naslednji korak v šoli ali pa v tistem okolju, kjer se zadržujejo. Ponavadi so to ali svetovalna služba ali kakšen učitelj tak, in to je naslednji korak. Tudi če lahko sami pomagajo, bodo, če ne, jih bodo usmerjali naprej. Potem je tukaj pediater oziroma šolski zdravnik. Tudi tukaj velikokrat si, kljub temu, da imajo res pomanjkanje časa, vzamejo čas in poslušajo te otroke in mladostnike, sploh, če ne želijo staršev vključevati zraven, kar pri mladostnikih večkrat je tako, in se tudi zgodi, da pridajo sami, da ne želijo staršem povedati. Tako da imajo več možnosti, preden potem poiščejo nekoga, ki dela v takih službah, kot smo recimo mi. Ta zaupnost je verjetno izjemnega pomena, to, da otroci čutijo, mladostniki, da je to nek varen prostor, da je to njihov prostor. Da imajo nekoga, s katerim se lahko pogovarjajo, ki mu lahko zaupajo, povejo vse. Zaupanje je ena tako osnoven temelj, na katerem se gradijo vsi medosebni odnosi, ki so pozitivni, malo bolj, ko bi rekla, lahko intenzivni, ali pa tesni. Tako da seveda je to ključno in seveda nekako si želimo, da bi vsak otrok, mladostnik imel nekje nekoga, s katerim bi lahko tak odnos vzpostavljal. In večkrat so to lahko učitelji. Recimo tukaj včasih se mi zdi, da premalkrat nekako razmišljamo na ta način, da
je dovolj ta podpora, ki jo lahko dobijo, a ne, v razredu po pouku, ne, 10 minut pogovora. In glede na to, da mi imamo redne stike z veliko šolami, a ne, pač naš tim strokovni na svetovalnem centru je velikokrat tako, a ne, da se zaupajo in potem so seveda ti učitelji včasih v stiski, ker ne vedo čisto dobro, na kakšen način se odzvati ali pa kam treba zdaj poklicati ali pa usmeriti otroke, ampak je to začetna točka, ne, da je otrok zaupal nekomu in je potem seveda na nas odraslih, da pa ustrezno se odzovemo, pomagamo. Ko so stiske največje, torej nujna pomoč, ste rekli, ne? Kaj še, recimo, če je otrok Glejte, kadar je recimo življenje otroka ogroženo, a ne, da nekako ne zmore več teh svojih stisk zdržati z njimi in da skratka res izraža, ne, ali dobro, če govorimo o samomorilnih nekih idejah ali pa mislih, po drugi strani pa tudi, da je doživljanje stiske tako intenzivno, da ne zmore več, potem se seveda lahko obrne na urgentne ambulante, a ne. In tega je danes kar veliko, a ne, tudi zato, ker seveda se čaka toliko časa na neko ambulantno obravnavo, a ne, znotraj zdravstva, in včasih stiske v tem času prerasajo, ne, neko obvladljivo mero. Ne. In tudi zato je izjemnega pomena to, kar sva prej govorili, ne, da bi država veliko več pozornosti, denarja, vsega namenjala. Ne, zdi se, v bistvu, slišalo se bo mogoče populistično, ne, ampak si bom vendarle to dovolila, ker če država v par mesecih ugotovi, da je njena prioriteta zdaj ustanavljanje orožarskega podjetja, je verjetno vseh teh letih, ko opozarjamo mi novinarji na te naraščajoče stiske otrok, vendarle čas, da država tudi to prioriteto nekako sprejme, ne. Ja, in nataliteta se manjša, ne, generacija se manjša, tako da se človek vpraša, ne, kdo pa bo tem se boril, a ne, s tem orožjem, če pač ljudi ne bo. Dobro, zdaj tu so take črnoglede, a ne, recimo neke napovedi ali pa pogledi, ampak vedno znova se kaže, a ne, da je zelo pomembno, da se vlaga ne samo v otroke, kot same otroke, izolirano, ampak v družine. In da te, v bistvu, matične, primarna družina je tista, ki omogoča lahko največkrat neko zdravo, spodbudno okolje lahko otrokom, da zdravo odraščajo. Ne. In tukaj v današnjem času je teh družin več, kot jih je bilo včasih. Ne. Prvič, da iščejo pomoč in dejansko, da jo potrebujejo. Ne. Zdaj, zakaj je tako? Razlogi so zelo različni, ampak pač družba se spreminja in s tem tudi kako v bistvu živijo, a ne, v družinah, teh osnovnih, a ne, družinah in kako funkcionirajo otroci znotraj tega. Tako da vlagati v družine je ena od takih prioritet, ki bi jo zelo, zelo podpirala, no, da država se usmeri v to. Ne. Narašča v bistvu zelo narašča število otrok in mladostnikov, ki imajo, torej, pri katerih se zazna, da je neka motnja, ne. Tudi število, mislim, koliko je poraba medikamentov, ne, pri teh stvareh ste rekli, da narašča. Kaj so tiste stvari, kjer vi opažate največji porast, kjer podatki kažejo, povedali ste mi, ne, za dekleta in anksioznost, torej najstnice in anksioznost, to je ena od kategorij, recimo, ki je najbolj zaskrbljujoča, ne, če prav razumem. Ja, porast je, ne, pri dekletih v tem, rekla, recimo srednješolskem obdobju, da več čustvenih težav, predvsem v smislu anksioznosti, tudi depresivnosti in kombinacij. Sicer je pa več težav v smislu in ADHD, se pravi nemirnih otrok s težavami s pozornostjo, nekoliko več je pa tudi neke vedenjske problematike in tudi recimo nekih takih razvojnih, rečemo pervazivnih, ne, razvojnih motenj, kot je recimo avtizem. Ne. In ta neka prisotnost nekih potez, ne, avtističnih pri otrocih, ta je pa v bistvu porast kar tudi v zadnjih desetletjih opazena. Ne. In to opažajo vseh v zahodnem svetu, porast v bistvu otrok z avtizmom. Rekli ste, da imate pri vas tudi strokovnjaka za avtistične otroke, ne? Da imate, mislim, da 10% otrok, ki jih pri vas obravnavate, imajo motnje avtističnega spektra, ne?
Ja, to je povezano s tem, seveda, pa ne za kar smo specializirani, ker načeloma pomagamo otrokom z najrazličnejšimi težavami, ampak seveda se pa potem malo vseeno razlikujemo, kaj je določen strokovnjak, na kako vidi kot morda svoje področje, na katerem dela. Ja, in tukaj imamo kolegico, ki je bolj poglobljeno se ukvarja s tem področjem in to potegne potem za sabo, da seveda se potem v večji meri tudi otroci, ki kažejo take značilnosti, obračajo k nam po pomoč. In v zadnjih letih opažamo, da je približno 10% otrok, ki so pri nas vodeni oziroma obravnavani s takimi značilnostmi. Je del te problematike ali pa rešitve te problematike tudi to, da so ljudje vedno bolj izobraženi, da prej zaznajo, so mnogi od teh otrok, recimo zdaj, ki vam pridejo, pred 10 leti ne bi šli nikamor. Kaj bi se recimo z njimi zgodilo? Zdaj govorimo o tem problemu, da pridejo prepozno, pa da v bistvu napotnica je dolga čakalna doba. Ampak kaj je bilo, recimo, kaj se je pa spremenilo v zadnjih 10 letih na tem področju? Znajo starši tudi prej prepoznati, družba prej oceniti, je v bistvu več tudi diagnosticiranja? Zagotovo prepoznavamo v večji meri ali pa bolj smo senzibilizirani, občutljivi za določene težave ali pa odklone pri otrocih in potem seveda se tudi hitreje začne iskati pomoč. Zdaj, koliko hitreje dobijo, to je zdaj druga stvar. Ampak dejansko je pa napredek znanosti, hkrati pa dostopnost vseh teh informacij v bistvu pripeljali do tega, da seveda v večji meri zaznavamo, razločujemo med različnimi težavami, ko včasih v bistvu se vse en koš, na kako dal. Danes vemo, da gre za različne težave in tudi vemo, da lahko glede na to, kakšne značilnosti se pri otroku pokaže, da lahko tudi ustrezno pomagamo in to je pomembna stvar. Zato je pomembno diagnosticirati in nekako prepoznati, kaj je v ozadju nekih otrokovih težav. In seveda, ker je to zdaj vse tako dostopno, prej smo rekli, da si eni sami že postavljajo diagnoze, ker poskušajo nekako si pojasniti to, kaj se dogaja. To je potem seveda vse pripomoglo k temu, da je teh otrok bistveno več, kot je bilo morda včasih. Včasih seveda so pač bili neki izolirani čudaki, tako se sorte imena ali pa oznake, se jim je dajalo, pa ni od tam naprej se nič potem zgodilo. Medtem, ko danes pa vemo, da so določeni razlogi, ki povzročijo ali pa vplivajo na določeno vedenje, doživljanje in znamo tudi pomagati. Rekli ste mi tudi, da včasih gre zgolj za to, da recimo v času pubertete pride do, ne vem, če ste vi uporabili to izraz, bom ga jaz uporabila, zdrsne otroka, in da je nekaj, iz česar potem tudi sam ob nekem podpornem okolju, družini, v šoli lahko iz tega, spet moj izraz, izplava. Če lahko malo več o tem, kaj je tukaj recimo najbolj pomembno in kako naj starši ali pa druga okolica tudi ve, kaj je tisto, kar potrebuje samo neko našo pomoč, naše razumevanje, poslušanje, neko bolj občutljivo za otroka in kaj je tisto, kar je primerno, nujno, da se strokovnjak s tem ukvarja. Obdobje mladostništva, adolescence, ki se začne s puberteto, pomeni v bistvu vse te telesne spremembe, hormonska nihanja in tako, to je eno tako zelo burno obdobje. In seveda mi poznamo tako imenovano adolescentno krizo, kjer pride morda do poslabšanja nekega funkcioniranja, ampak je vezano na razvojno obdobje, ko se v bistvu lahko pri mladostniku nekako prekrije, iskanje lastne identitete, pa osamosvajanje, pa uveljavljanje ali pa pridobivanje nekega statusa znotraj vrstnikov, pa sprejemanje sprememb telesnih, ko v bistvu v enem obdobju, jaz mislim, da pri večini nas smo imeli težavo s tem, da nos ni bil ta prav, pa lase niso bili v redu, pa postava ni bila skratka. To se včasih pri nekaterih mladostnikih res nekako prekrije, se upada in v bistvu v določenem obdobju lahko bistveno poslabša funkcioniranje mladostnika. Pri nekaterih se to potem razvije v neke bolj, bom rekla, globje težave. Pri večini pa ne. In če imajo
strani okolice eno potrpežljivo, sprejemajoče okolje, ki pa hkrati še vedno zagotavlja neke jasne okvire ali pa varne meje, in usmeritve, bo prej ali slej ta mladostnik nekako, kot ste rekli, splaval iz te krize, skratka razrešil neke te svoje dileme in potem nekako funkcioniral zdravo naprej. Danes jaz mislim, da je v bistvu ena druga težava tudi, da marsikateri starš bi rad otroku, mladostniku potem prehranil, vse te težave. Ampak to so običajne frustracije. To so v bistvu težave, ki jih mora se nekako razrešiti sam, mladostnik, zato da bo v bistvu zmogel potem naprej v življenju tudi kakšne druge težave razreševati. In včasih je to, da starši so tako zelo hitro zaskrbljeni, in nekaj običajno, bomo rekli, normalne, normalno odstopanja prepoznavajo kot nekaj, kar je zelo zaskrbljujoče. In tako kot lahko vidimo pri otrocih, da je velikokrat, se reče, ta frustracijska toleranca, koliko pravzaprav zmorejo neko neugodje prenašati, tudi pri starših je tako, da težko zdržijo z mladostnikom, ki trpi. Ampak to trpljenje, zdaj, če damo v navednicah, je nekaj, kar je v bistvu nujno za to, da se bo naučil s tem spoprijemati in to nekako v bistvu predelati in iti naprej. Tako da je velikokrat potrebno starše malo pomiriti, da seveda je potrebno eno razumevanje, potrpljenje, ne prehiter, ne preveč siliti v otroka, mladostnika, tudi razumeti, kaj so značilnosti tega obdobja. Starše velikokrat skrbijo, pa se umika, pa gre v sobo, pa se zapre, pa ga vprašam, kako je, pa reče, dobro, in se obrne in ga cel dan ni pol iz sobe. To so vedenja, ki so običajno v tem obdobju. Kaj pa je tisto, recimo, vedenje, kjer pa bi opozorili, da potrebuje strokovno pomoč? Najstnik, najstnica? Dokler je samo to, pa je v šoli kakor to v redu, funkcionira, recimo zmore izpolnjevati zahteve šole, skratka je uspešen, napreduje, da ima prijatelje, da se udeležuje nekih druženj, da se ne umika, da ni izoliran, da ima morda kakšen hobi, da poleg šole, da ima še nekaj, kar ga zanima, pa ni povezano šole in da se udeležuje tega. Dokler to funkcionira, potem ni nič narobe, če se doma skrega, če se pač kaže odpor, če se umakne, ker je to v bistvu en sestavni del odraščanja in osamosvajanja, predvsem čustvenega. Če pa seveda je vse to, kar sem zdaj naštela, nekaj, kar ni okej, se pravi, da opušča interese, hobije, da se umika družbi, da ne gre nikamor, da se potem zateka morda v neke igrice, igranje igric, zaslone, TikToki in skratka pametni telefoni in da seveda tudi je pasiven in pač starši ne najdejo nekega stika, kontakta, če pa je to v bistvu vse, da se hkrati pojavlja, potem pa je to razlog za skrb in da je potrebno nekaj prvič ugotoviti, kaj je, in potem pomagati. To ugotoviti, kaj je težko? Ja, večkrat je, sploh v tistih družinah, kjer nimajo nekih stikov pristnih, v medosebnih odnosih, da enostavno so izgubili stik z otrokom, zato ker se je tukaj umikal in ne zaupa. Seveda takrat, ampak je že večkrat reče starši, čutim, da nekaj ne štima, čutim, da je nekaj narobe in jaz sem nemočen, jaz ne vem, kaj ne naredim, da se bo stvar spremenila, vidim pa, da rab pomoč. Je to dovolj, da potem išče pa izven družine pomoč. Zdaj, če se da v okviru šole, če ne pa v nekih bolj specializiranih službah. Ta pogovor staršev z najstniškimi otroki, sami ste rekli, otroci drugače reagirajo, kot so pred letom, 2, 3. Starši so potem tudi zmedeni. Na kak način se pogovarjati z najstnikom ali najstnico, da otrok čuti, da smo mi varna, da je starš varna opora, da hkrati nismo agresivni do njega, v smislu, da vdiramo v njegov prostor, da mu pustimo njegov jaz in da hkrati ne izgubimo, kot ste rekli, torej te povezave, tega connectiona, ki ga otrok mora vseeno čutiti, čeprav se osamosvaja, da je to neko varno območje.
Večkrat je tako, da pri starših potrebujejo en premik, v mišljenju, v glavah, v odnosu, tudi, da to niso več otroci. In da to osamosvajanje, odraščanje v bistvu pred nas postavlja nekoga, ki ni več otrok in ni odrasel. Skratka, to prehodno obdobje. Tako da to moramo starši nekako razumeti, da so se stvari spremenile. In to terja tudi en drug odnos. S tem, da jaz mislim, da je treba vedno imeti v mislih, da mora biti odnos spoštljiv. To, kar pomeni, da tudi meje tega otroka oziroma mladostnika upoštevamo. Zdaj govorim o tem, koliko vdirati v sobo, vdirati, brati stvari, ki jih otrok piše, vdirati v telefon in tako naprej, brez vedenja ali pa soglasja tega mladostnika. Tako da to je recimo en vidik. Drugi vidik je pa to, da seveda takrat, kadar bi se mi pogovarjali, velikokrat mladostnik ni pripravljen, ni pripravljen govoriti. In je zelo pomembno, da smo pa vseeno na razpolago takrat, kadar pa vidimo ali pa začutimo, da pa se začenja odpirati, da je spregovoril, se je razgovoril, takrat si pa treba čas vzeti. In včasih je to ob takih neugodnih trenutkih, tudi za odrasle. Prideš iz službe utrujen, en kup obveznosti še potrebno narediti, in včasih začne se nekako okrog nas vrteti, ta mladostnik. In takrat je to treba videti, kaj je zdaj. In si vzeti čas. Včasih je to pol ure, pa je stvar rešena, ampak te trenutke treba izkoristiti. Velikokrat danes starši vozimo otroke vse povsod. Tudi to je čas, ko v bistvu lahko izkoristimo za pogovor. Velikokrat smo takrat sami z otrokom ali pa pač je priložnost. Tako da te trenutke je treba loviti in prepoznati in nekako svoj čas eno podrejati. Zato mladostnikom vse teh trenutkov ponavadi zelo veliko ni. Potem so pa še obdobja, ko so vikendi, ko so dopusti, ko je čas, da pa si v bistvu bolj čas vzamemo drug za drugega in je to treba tudi nekako imeti v mislih. Je pomembno, da otroka takrat zanj, da ga poslušamo in da manj mi govorimo in dajemo nasvete? Kakšen je tukaj recept? Zdaj, če otrok vpraša za nasvet, potem seveda ga damo. Ampak veste, poslušati nasvete, brez da bi sam to človek želel ali pa rabil, to je vsem težko, tudi otrokom. Je seveda res, da smo odrasli tisti, ki nudimo usmeritve, ampak vseeno je potrebno nek dialog vzpostaviti, da potem neke usmeritve lahko otroku damo. In dobro je, ali pa koristno je, da se morda malo spomnimo svojih izkušenj odraščanja, kaj vse smo doživljali takrat. To pomaga, da lažje razumemo potem svojega otroka, s čim se bori in da tudi včasih so kakšne, bom rekla, mame zelo obremenjene s tem, pa ne pospravi, pa ne prinese, tega, kar rečemo, ali pa ne naredi, se umika. Smo v bistvu kar zahtevni do teh mladostnikov. Pa se je fajn vprašati, kako sem pa jaz bil takrat, ko sem bil toliko star. In tudi kakšen model ali pa vzor mi nudimo otrokom. Velikokrat se zelo zapleta okrog uporabe telefona, pametnega telefona, igranja iger z računalnika. In potem se večkrat zgodi, ko se pogovarjamo s celo družino, da ugotovimo, da so starši še več, več časa preživijo na telefonih in delajo za službo doma, popoldan, zvečer na računalniku in tako. Težko boš, če ti nisi model, ali pa da ne prikazuješ nekega vedenja, ki ga terješ od svojega mladostnika, težko boš kot en kredibilen, verodostojen nekako model otroku. Tako da je treba večkrat pogledati, tudi vase in nekako tudi pri sebi videti, kje smo in zakaj v družini recimo določene stvari ne moramo narediti, ne moramo v bistvu nekako pripeljati otroka do tega, da bo to delo drugače. Na kak način pa otroci pobirajo od nas staršev tudi stvari, ki jih ne izrečemo. Tudi to neko vzdušje, ki je v nas. Torej, ni treba, da jaz povem, da sem prestrašena, da bo otrok zaznal. In nekako, kako se to med generacijami recimo prenaša, stvari, ki niso izrečene, a vendarle tukaj so. Kako recimo otroke različnih starosti to zaznamuje lahko. Vse verjetno ne, mnoge pa. Veste, družine veliko dajo,
otrokom in je to popotnica, ki nese življenje naprej, tudi vzdušje v družini. Če je bilo ozračje napeto, ker se nekdo ne pogovarja, ker se umika, ker je prisotno, ne vem, alkohol ali pa ne. Je to nekaj, kar se nese naprej in tudi v svoje družine. In če se nekaj zelo ne spremeni, ne delajo na tem, bodo lahko iste vzorce ponavljali. To je nekaj, kar vemo, danes, da je. Zato je seveda zelo pomembno, da sem to, kar rečemo, kot sva že rekli, kaj naredimo, kaj sami počnemo. In tudi to, kaj pa vse tisto, kar sporočamo brez besed. Tako da je to, pač to vse šteje. Seveda mi govorimo o nekih, rekla, nekih idealnih okoliščinah, realnost je veliko krat drugačna, ampak če imamo ali pa v mislih pred sabo nek cilj, da se je potrebno pogovarjati, da takrat, kadar sem napet, utrujen, tako, da dam jasno vedeti, ne, danes pa ni moj dan, da te prosim, to poskušati razumeti, me pustiti. Tudi to je nekaj, kar otrokom damo, da smo ranljivi, da smo človeški in da je to nekaj normalnega, ampak da s tem lahko nekako skupaj živimo in da znamo s tem tudi nekako ravnati in da to ne vpliva slabo potem lahko na odnose. In je pomenil verjetno tudi ta impuls, da tudi po pomoč iti, ni nič narobe, da je to v bistvu vrlina, če znaš prositi za pomoč. Tako, ker v bistvu sam sebe ukrepiš, pomoč služi temu, ne da prevzamajo del odgovornosti za to, kar se dogaja s tabo, ampak da te ukrepijo za to, da sam lahko rešuješ stvari naprej. In tem je smisel pomoči. Zato velikokrat skušamo podpreti mladostnike, ki zavračajo pomoč, recimo tudi pri tem, kar mi delamo, da je to nekaj, kar bo njemu pomagalo bolj obvladovati. Ne drugim, njega razumeti. In tako, sej v nekem mogoče trenutku tudi to pomaga razreševati neke njegove težave, stiske. Ampak treba razumeti, da delamo zato, da bo sam otrok, sam mladostnik, kasneje kot odrasel, pač s tem, kar se bo naučil v vseh teh nekih službah, ki pomagajo, da bo znal samostojno reševati težave. V tej publikaciji, ki sem jo omenila iz leta 2018, Duševno zdravje otrok in mladostnikov, je nekaj napisanega tudi o varovalnih dejavnikih in dejavnikih tveganja. Zdaj, iz tega lahko razberemo, da v bistvu so otroci, tudi če doživljajo iste stvari, v zelo neenakih situacijah. Torej, recimo, veliko je dejavnikov tveganja, veliko je tudi varovalnih dejavnikov, tukaj je od povezanosti družine, ki lahko pozitivno vpliva, dobra komunikacija družinskih članov, dobri dosežki v šoli, občutek pripadnosti, pozitivno ozračje v šoli, ustrezna odgovornost za drugih, podpora drugih, dobro socialno omrežje v skupnosti, dostop do podpornih storitev. To so vse recimo te varovalni dejavniki, torej ta neka mreža, ki pomaga otroku, da tudi če pride do nečesa, lažje splava. Večjo možnost statistično ima tudi za to, in pa dejavniki tveganja, kjer so od nekih fizičnih značilnosti, od tega, na kak način se otrok rodil, odraščal, čisto fiziološke stvari, do recimo nerazumevanje med staršema, če se starši kregajo ob ločitvi ali tudi sicer, tudi če niso ločeni, pomanjkanje topline in naklonjenosti, če recimo umre nek družinski član, ampak tudi revščina, nizki prihodki, torej tudi ta socialna komponenta. In so otroci tukaj v resnici v zelo neenakem položaju. Drži, je pa tako, da pri teh dejavnikih je treba razumeti, da seveda je lahko prisotnih, vedno so prisotni oboje. Tako. Je pa res, da včasih ne prepoznavamo. Recimo pri otroku, ki ima en kup nekih težav, zaradi katerih iščejo pomoč, in potem seveda ugotoviš, da je veliko nekih reči, zaradi katerih ima ta otrok težave. Da je treba poiskati tiste pa vseeno neke dobre, pozitivne plati v njegovem življenju in te varovalne dejavnike, ki pa lahko kompenzirajo, v bistvu pomagajo. Vseeno, da so izidi boljši, kot bi nekako sklepali lahko zaradi vseh težav ali pa neugodnih okoliščin, ki jih imajo v življenju. In to je pravzaprav nekaj, kar je zelo, rekla, spodbudno za vse, ki pomagamo. Da pri otroku, ki ima lahko en kup enih neugodnih okoliščin, je dovolj lahko en varovalni dejavnik, naprimer, da je v šoli
ne vem, dobro podprt, da ima eno učiteljico ali pa učitelja, recimo športa, s katerima pa zelo, zelo dober odnos, da ga je ta učitelj potegnil v nek šport, in ga zelo podpira, spodbuja, kjer dobi potrditve, kjer dobi eno prijazno podporo, toplino. In je to nekaj, kar mu bo pomagalo v bistvu kljub vsem neugodnim okoliščinam iz tega v bistvu nekako izid vseeno na pozitiven način. Tako da, in po drugi strani, če poskušamo potem vseeno zmanjševati vpliv teh negativnih dejavnikov strani recimo države, inštitucij, je to tudi spodbudno, ali pa vemo, da lahko pripomore k temu, da seveda ta otrok nekako vseeno boljš izide iz same te situacije. Nekaj pa je res, več je teh neugodnih recimo dejavnikov tveganja prisotnih, večja je možnost, da bo v bistvu otrok imel več težav. Ampak še vedno, mi vedno skušamo iskati, kaj pa je tisto v otrokovem življenju, ki ga pa lahko podpre, in če pa nekako tega ne vidimo, pa skušamo vsem potem ustvariti neke take okoliščine, ali pa nek dejavnik, ki mu bo pomagal. In po drugi strani so otroci že v osnovi, kot rekla, z vsemi genetskimi, biološkimi predispozicijami, zelo različni. In zato smo v istih situacijah lahko, rekla, različno oškodovani, če gre za neke negativne vplive, in tudi se zmoremo različno spoprijemati s temi situacijami. Večkrat se spomnim, recimo so študije bile narejene pri spolno zlorabljenih otrocih, kakšne so posledice, če govorim o nekih skrajnostih pri teh otrocih. 2 leti po recimo razkritju pa 40% otrok ni nobenih negativnih posledic. Pa ne govorite o tem, da kaj se dejansko dogajalo, ampak otroci so različno opremljeni in različno odporni na vse te negativne vplive, in se tudi potem različno v bistvu kažejo te posledice ali pa tudi ne. Ta legenda, ko bom rekla, avtoriteta na področju duševnega zdravja, dr. Anica Mikuš Kos, ona velikokrat poudarja, so otroci doživljali vojne, pa hudo traumatizirani bili starši, pa v bistvu vsi okrog njih, pa so vse nekako večina teh otrok izšla iz vsega, iz teh neugodnih okoliščin relativno v redu. Seveda je pa pomagalo, če so imeli neko ustrezno podporo ali pa našli nek varovalni dejavnik, ki mi je pomagal potem premostiti težave. Če pa imamo otroka, ki nima nikogar, ki se mu lahko zaupa, ki ne more v bistvu niti izraziti teh recimo stisk ali kaj se mu je zgodilo, če tudi potem ne dobi recimo ustrezne podpore, je pa lahko uničujoče. Seveda, in se vsi trudimo, da bi vse nekako imel možnost nekje navezati en stik in potem najti oporo. Tako da ni nujno, da je to tem možem, otrokom okolju, ni nujno, da je to znotraj šole, je pa potem možno ali v nekih interesnih dejavnostih, tukaj je en kup enih možnosti, če se otroci vključujejo, kam ali društva, klubi, neke aktivnosti, ki so izven šole. Lahko so to sosedje, lahko danes tudi kot cerkev, mislim, zdaj, če so to take družine. Skratka, vedno je fajn imeti nekako mal pregled nad tem, če že se srečamo s takim otrokom in družino, kje vse so lahko uporne točke. Ali pa potem neke strokovne službe. Včasih, bom rekla, se zgodi, večkrat, da otroci, mladostniki rečejo, tega pa nisem še nobenemu povedal, kar govori. In je to v bistvu potem že znak, da se odpira in da je očitno začutil, da lahko, pa se zaupa, da je okolje dovolj varno, da se tako počuti. Omenili ste prej tudi vedenjske težave, da se tudi s tem ukvarjate pri vas. Starši se verjetno velikokrat sprašujejo, kaj smo naredili narobe, ali je nekaj v naši vzgoji prispevalo k temu, da je z otrokom zdaj nekaj narobe. Veliko je včasih tudi občutkov krivde. Rekli ste mi zadnjič, ko smo se pogovarjali, da starši še nikoli niso bili tako nesigurni tudi v svojo vzgojo. Ali lahko z vzgojo tudi doprinesejo k temu, da so stiske večje? Seveda, ampak je to največkrat ne hote in ne vede. Jaz mislim, da večina staršev seveda skuša
nekako podpirati otroka, kot vejo in znajo, ampak v mislih pa imajo to, da želijo dobro, a ne, otroku. In včasih seveda tukaj pride do malo razhajanj, ampak enostavno zato, ker ne znajo drugače, niti ne vedo, a ne, kako drugače. Je pa te negotovosti, o čemer sva se, a ne, že pogovarjali, več, kot je bilo včasih, a ne. In manj je tega upiranja na mogoče neke starejše, ne vem, sorodnike, tete, ne vem, skratka včasih, a ne, kakšna babica svetovala, pa se je potem to upoštevalo. Danes je seveda življenje drugačno, kot je bilo 50 let nazaj, in morda so tiste izkušnje, a ne, nekaj, kar nam danes prav hudo veliko ne more pomagati, ampak vseeno manj zaupajo starši nekemu notranjemu čutu, kako ravnati z otrokom, kako delati, in to opažajo recimo že v pediatriji, v ambulanti z dojenčki, a ne, ko v bistvu za vsako stvar sprašujejo za nasvet, a ne, kako rokovati z otrokom, kako ga prijeti, kako obrniti, kako to narediti. Mislim. Ker je včasih v bistvu se je reklo, ne, kot gre ta pregovor, da cela vas vzgaja otroka in pomaga recimo mami. Zdaj mama ostane sama, prej je delala praktično 24 ur na dan, potem ostane sama z otrokom doma, mogoče ima tudi poporodno depresijo, soočena je z neko novo odgovornostjo, nikogar ni zraven, ki bi ji pokazal, tako se naredi. Ne samo to, da nikogar ni, tudi ker družine drugače gor rastejo in drugače živijo, tega tudi v svoji mladosti ni gledala, ne, ni videla, kako se z otrokom rokuje, in so potem stiske tukaj staršev velike. Ne. Drži, vse to prispeva v bistvu ne spremembam v družbi, in seveda se pozna, kako v bistvu znotraj družin zmoremo nekako upravljati, ne, vlogo staršev. No, ampak posledično pa potem seveda se obrača na najrazličnejše možnosti vere pomoči, a ne, in včasih so ti nasveti ustrezni, včasih pa ne. Tako da, kot smo prej rekli, ker recimo otroci, mladostniki recimo išče določene informacije z lastnimi težavami, tudi pri vzgajanju je večkrat tako, da so nasveti, pa od prehranjevanja do ne vem kaj vse, a ne, se kroži po spletu. Zdaj pač splet je najbolj pomemben vir informacij danes, a ne. In tukaj ni nobene kontrole v bistvu, kaj, s čim vse prideš v stik, a ne. Tako da je mogoče tukaj res najprej se na pediatra obrniti, ker imamo pa zelo v redu sistema, ne, v Sloveniji postavljen nekih preventivnih spremljanj in pregledov, in stik s pediatrom je možen, ne, v bistvu dosreden, otrokovim pediatrom, tako da tukaj je ta prvi vir, ne. In potem seveda lahko se oceni ali pa presodi, ne, a je potrebno še koga vključiti in tako. Skratka, to hkrati pa jaz mislim, da tudi neki vzgojni nasveti se danes obstajajo, kar nekaj, bom rekla, dosti ustreznih, a ne, možnosti, ko se v bistvu neke strokovnjaki, tudi prej smo govorili o psihoterapevtih, a ne, tukaj se mi zdi, da je pa to zelo, zelo močno področje, kjer v bistvu lahko tudi strokovnjaki, ki imajo različna znanja, a ne, o odraščanju, o tem, kako družine funkcionirajo, pa lahko dobijo, a ne, kako usmerjati recimo vzgojo in ne, kako podpreti otroka, kako ga videti, a ne. Pri vas na centru recimo tudi dobijo te informacije o vzgoji, ali je vzgoja pravilna, ali je vzgoja tudi mogoče doprinesla k temu, da ima otrok stisko ali pač neke vedenjske težave. Seveda, to je sestaven del našega dela. Bi pa raje govorila o tem, ne da je vzgoja pripomogla stiskam, ampak so določeni odzivi pri starših, a ne, ki ne pomagajo otroku, in tukaj treba nekaj spremeniti, a ne. In mlajši, ko so otroci več, ne, ali pa bolj pomembno je, da se dela starši, ker mu lahko najbolj starši pomagajo, ne, da spremeni neka vedenja, neko svoje odzivanje. In velikokrat je tako, a ne, recimo pri otrocih, ko so bolj zaskrbljeni, bolj anksiozni, ne, da starši skušajo zelo potem omiliti neke situacije, v katerih, ne, s katerimi se otrok srečuje, pa ne vede s tem, pravzaprav otroku jemljajo možnost, a ne, doživeti neko frustracijo, a ne, biti izpostavljen nekim neprijetnim okoliščinam, ker bi pa on sen lahko malo treniral, ne, to svojo. Se opolnomočil za naslednjič, da bo znal to premagati frustracijo. Ja. In seveda potem, ko delamo s tako družino, ravno to potem, a ne, odpremo in na tem delamo, a ne. In veliko staršev je zelo hvaležnih potem, ker nekako seveda so negotovi, a ne, a je to
seveda prav, kar skušajo oni delati pomoč, a ne. Hkrati se pa tudi izkaže, da so sami zelo zaskrbljeni in da je treba jim pomagati tudi v tem vidiku, a ne, da nekako bolj zaupajo, da bo otrok zmogel sam, a ne, tudi če mu ne bodo takoj priskočili na pomoč, pa če ne bo tako hitro, pa tako dobro opravil določena stvar, kot bi recimo sami želeli, a ne. In to je od majhnega, pač od malih nog potrebno na ta način, a ne, delati. Tudi, veste, že to gre, koliko varujemo otroka pred določenim stvari, da se ne bo, da se ne bo umazal, ko so recimo malčki, da ne bo padel, da se ne bo, skratka, ne. Seveda je treba otroka varovati, ampak, a ne, je pa potrebno določene izkušnje pridobiti tudi za neko tako igro, da pade, da se potoče, da dobi izkušnjo, kaj pomeni, če plezaš nekam in je to, a ne, nekaj, kar ni nujno, da se bo dobro izšlo, ne, da je ogrožajoče življenjsko, da se razumemo, ampak govorimo o igranju peskovnikov v toboganu in podobnih, a ne, situacijah. In jim omogoči tudi to, kar psihologi radi poudarjate, tudi to veliko proste igre, ko so majhni, ne? Ja. Da ni čas strukturiran že praktično od vrtca dalje, torej, da ni vse skupaj ena sama šola že da se mora otrok znati tudi dolgočasiti in da se mora dolgočasiti. Ker s tem razvija neke sposobnosti. Tako, tudi starejši otroci se morajo kdaj dolgočasiti. Seveda pa reče, in pa grejo samo neumnosti po glavi, ne, sploh mladostnikom, ampak danes je v bistvu, da je nekomu dolg čas taka velika frustracija. To je moja izkušnja. In potem jaz velikrat, ko delamo z mladostniki, rečem, ampak veš, nihče ni umrl dolg časa, ne, tako da to bomo zdržali, ne, to bo čisto, bom rekla, čisto v redu, a ne, če te kdaj dolg čas. Seveda starši velikrat potem, ker ne omejijo, ne vem, uporabo računalnika ali pa telefona, ne, vidijo to kot eno, bom rekla, da je to situacija, kjer je povečno tveganje, se bo pa lotil takih stvari, a ne, ampak napačno je, če otroku strukturiramo ves čas, ne, jemljamo njegovo samoiniciativnost, ne prepoznamo več, kaj si sami želijo in potem seveda, ko pa v neki točki, ko začnejo odraščati, pričakujemo, da bo znal sam povedati, a ne, to mi je všeč, to mi ni, jaz bi pa tole, a ne, zbral, ne vem, kaj študirati, katero srednjo šolo recimo iti, a ne, naprej, pa kar ne vedo, ker so do zdaj vedno bili pač tisti, za katere se je nekdo drug odločil ali pa jih usmeril, pa so potem sam sledili temu. Tako da to so pomembne, seveda drobne stvari, ampak doprinesejo pa k temu. Tako da, ampak tukaj lahko starši zelo hitro nekaj spremenimo. Ne, otroka malo bolj pustimo. Bo imel umazane, raztrgane hlače, v redu, ne, bomo to zmogli zdržati. In kasneje potem, da ne vem, si sami pripravljajo torbo, pozabijo nalogo. Ok, enkrat, dvakrat, trikrat. In potem je treba mama misliti na to, kaj ima za nalogo, pa vprašati ne vem koga vse, a ne, ampak mora biti otrok tisti, ki ga je treba spodbuditi, da potem te stvari, a ne, samostojno pelje. Skratka, en kup je takih čisto vsakodnevnih situacij, kjer recimo lahko starši neko malenkost spremenijo in to je del vzgoje. Je na drugi strani tudi ta problem z vzgojo, da otrokom meje niso postavljene in imajo zaradi tega otroci tudi težave? Ja. Postavljanje meje je eno v bistvu tako osnovnih sestavin, a ne, vzgajanja. Večkrat se zgodi, da imajo starši idejo, a ne, da bodo pa prepustili, da bo otrok sam začutil, a ne, kaj mu je všeč, do kje gre in tako. Pa seveda otrok ne zmore, a ne, tega na tak način tudi prepoznati, tole je pa še zame v redu, tukaj naprej pa nevarno ali pa ne gre. Skratka, smo dolžni starši postavljati meje, tudi kar se tiče nekega vedenja, pričakovanj in vztrajati potem pri tem. Včasih sploh pri mladostnikih, ko se zelo upirajo temu, a ne, in je potem možnost konflikta večja, kar naprej je neka napetost lahko, je vseeno potrebno vztrajati. Če postavimo neka pravila igre in se dogovorimo, kako bo življenje teklo, kaj so obveznosti enega in drugega, kakšna pravila veljajo, ne vem, kdaj je treba spati, hoditi, kdaj treba priti domov in tako, sploh pri večjih, otrocih in mladostnikih, je treba potem na tem vztrajati in biti dosleden. In na ta način v bistvu tudi pokažemo, da smo ne samo dosledni, ampak da skrbimo za to, da bo dolgoročno otroku dobro. Mogoče za konec, če to je pogosto
za starše težko prepoznati, kaj se skriva v ozadju. Nekaj so o tem že rekli. Ampak recimo, kaj se lahko skriva za temi umiki, kaj se lahko skriva za izbruhi besa, za agresivnostjo. To niso stvari, ki so same po sebi umevne, kot se mogoče zdi. Včasih zdrava pamet tukaj ne deluje. No? Drži, tudi pri odraslih je večkrat tako, da enostavno se ne znamo razložiti, kaj je v ozadju vedenja, zakaj nekdo ravna tako, kot ravna, se odziva. In seveda pri mladostnikih tudi, sploh ker seveda prvič nimajo vida v lastno funkcioniranje ali pa še tega ne zmorejo, še težko besedijo, marsikdo težko besedi, kako se počuti, kaj čuti, kaj se mu dogaja. Skratka, drži, večkrat potem seveda ni povsem jasno, kaj se dogaja. Ampak stisko otroka pa jaz mislim, da večina staršev kar zazna, da je otroku težko in da mu je težko na način, da nekako ne zmore iz te stiske sam nekako priti. In takrat, ko to, tudi če starš ne zna ubesediti tega, ampak vidi, čuti, da nekaj ni okej, in takrat je to lahko že dovolj, da nekako začne iskati pomoč, se posvetuje z nekom. In tudi, da nameni potem več pozornosti otroku. Seveda to je pa vsem potrebno s potrpežljivostjo, ali pa rekla z eno uvidevnostjo delati, ker potem pa postanejo zelo zaskrbljeni starši in potem zelo posegajo v otroka. A si v redu, kako je, a si v redu, in to je lahko 20krat na dan. In jaz imam kakšne mladostnike, ki prihajajo recimo v obravnave in rečejo, ka me saj ne bi kar naprej spraševali, kaj je z mano narobe, ali pa če sem v redu. Tako da tukaj treba najti neko pravo mero in včasih seveda naredimo ne najboljše ali pa se zmotimo, ampak se to je življenje, realnost ni popolna, delamo napake, ampak če bomo nekako opazovali sami sebe, ok, tole zdaj ni bilo ok, bomo naslednjič potem lahko ravnali drugače. In to smo spet zgled otrokom, kako je dovoljeno se zmotiti, je dovoljeno narediti narobe, ampak zelo pomembno je, kaj potem naredimo. Okay. Najlepša hvala, dr. Mateja Hudoklin, da ste bili moja gostja. Upam, da starši, otroci, mladostniki in država slišijo, kar so povedali, kar ste povedali. Hvala. Ja, hvala tudi vam.